Sem bila na svoji prvi državni tekmi z naskokom zadnja. Aha. In tata je takrat rekel, kam smo mi prišli, ne? Smo bili kar outsideri. Najboljše tekmovalke veliko trenirajo, ne? Ni da punce, ki so številka 1 na svetu, tudi recimo Mikela Šifrin, da bo prišla na trening, naredila 2 vožnji, šla domov, ne. Velikokrat je naredila celo več kot ostale. In to mi je nekako dalo vedeti, da nikoli ni čas za spat na lorikah ali pa se nekako ustaviti. Lahko zbereš najtežji trenutek kariere? Sem se zelo slabo počutila v okolju, v katerem sem bila. In takrat nisem bila zadovoljna, niti sama s sabo. Ljudje dostikrat povezujemo našo identiteto ali pa našo lastno vrednost z rezultatom. Ko je rezultat, smo vredni, ko ni rezultata, a pa še ni, nismo še vredni, pa nismo dovolj dobri. Je tukaj kdaj bil pri tebi kakšen ta izziv biti dober ali pa dovolj dober? Lep pozdrav, dobrodošli v novi epizodi našega podcasta. Danes je z nami Ana Bucik-Jogan, ena najbolj prepoznavnih slovenskih smučark v zadnjih letih. 16 let aktivnega smučanja, 212 nastopov, 3 olimpijade, 22krat je bila med 10 najboljšimi na svetu in tudi 1 stopničke, s katerimi smo skakali in se veselili po celi Sloveniji. Torej, Ana, dobrodošla. Živijo in najlepša hvala za povabilo. Zdaj, ko ti nekdo reče nekdanja smučarka, kako se počutiš ob tej besedi? Zaenkrat se zdi malo nenavadno. Mogoče jaz se kdaj pošalim, da zdaj sem pa normalna oseba, ne? Pa ne, da prej nisem bila, ampak definitivno bojo te prioritete s časoma postale oziroma že postajajo drugačne in tudi, bom rekla, vsak dan je drugačen. In ja, je zanimivo biti nekdanji, ker mogoče prav v tem trenutku zdaj se kar še vedno počutim samo alpska smučarka brez nekdanja. Kakšna je razlika, ko nekdo je profesionalno vpet šport, kot je recimo smučanje? Ko govoriva o nekem navadnem dnevu, povprečnem dnevu. Ja, bom rekla, da razlika je ta, da mogoče večini so seveda znani tisti dnevi, ko smo na snegu, kako to izgleda, treniraš, imaš nek urnik ves dan, ampak tudi dnevi, ko si doma, ko si mogoče celo prost, nisi prav prost, vedno imaš nekako v ozadju, se zavedaš, da si vrhunski športnik, kar pomeni, da moraš vsak dan maksimalno izkoristiti. Ali je to tudi za počitek konec koncu, ali je to za neke nove plane, kaj te čaka v prihodnjih dneh. Tako da predvsem mogoče neka zavest, da moraš res pametno izkoristiti svoj čas in da je pomembno, kaj s tem časom narediš in predvsem tudi dobro skrbiš in za svoje telo in za svoje možgančke in da se primerno odpočije, da lahko potem funkcioniraš tako, kot je treba. Ko ti rečeš skrb za telo, kaj to pomeni? Ja, skrb za telo, tako bom rekla v nekem zelo celostnem smislu. Eno je ta fizični del, ki je seveda za športnika izjemno pomemben, torej da pač poskrbiš, da si dobro fizično pripravljen, se pravi tudi, da se dobro prehranjuješ, da dovolj počivaš, da ima telo čas za regeneracijo. Po drugi strani pa tudi to, da se dobro počutiš v svojem telesu, se pravi, da si zadovoljen sam s sabo. In pa tudi, da spočiješ svojo glavo, ko je to potrebno, se pravi, da znaš dati možgane na off, da si znaš vzeti čas za druge stvari in spet na ta način v bistvu sprazneš svoje misli, da lahko potem v bistvu zrastejo neke nove ideje v njih. Zdaj, kako si ti vedela, mislim, da je čas, da zaključim kariero? Kaj je bil tisti glavni razlog? Lahko bi recimo smučala do 40 ali pa še naprej. Ja, jaz bom rekla, da imam res to srečo, da sem toliko zdrava in nisem imela nekih poškodb tekom svoje kariere, da bi dejansko res zmogla smučati zagotovo še nekaj let. Pri meni največja sprememba je bila ta, da sem opazila, da so nekako prioritete začele uhajati drugam, da si želim drugih stvari in poleg tega nekako
sem začutila, da je zmanjkalo tiste energije, da si vsak dan 100%, ali je to v smislu treninga, ali je to v smislu... Pač v športu moraš biti 100% vsak dan, ne glede na to, kako se počutiš, ni slabših dnevov oziroma nobenega ne zanima, če so. Tako da nekako ta energija in motivacija za to se je začela pri meni zmanjševati in se mi je zdelo v bistvu zelo fair in do sebe in tudi do ljudi, ki so delali z mano, da pač to iskreno povem in na tak lep način v bistvu zaključim to pomembno poglavje. Kako so ostali to sprejeli? V bistvu vsi zelo dobro, ni bilo to nobeno presenečenje, jaz sem se že konec lanske sezone nekako spogledovala z koncem kariere, tako da sem imela veliko časa, da sem se o tem pogovarjala s svojimi najbližjimi, tudi z ekipo in zato mislim, da je bilo tudi njim lažje, ker to ni bilo neko presenečenje. In tudi meni na nek način je cela sezona predstavljala neko poslavljanje, če lahko tako rečem, tako da sem lahko to odločitev res tako do dobra sprejela pri sebi in ja, izpeljala v bistvu ta konec kariere na tak način, kot sem si tudi sama želela. Torej vsakeč, ko si bila na štartu na nekem prizorišču, si rekla, še zadnjič se spustim, ali... Ja, kdaj sem? Zanimivo je bilo to, ker so vsi vedno rekli, no zdaj se pa res sprosti, a ne, itak si zadnjič, ampak nekako tisti tekmovalni duh v meni je bil še vedno kar ta prav, tako da na samim tekmah res nisem razmišljala o tem, da je to zadnjič, ampak so pa bili trenutki vmes, ki sem jih mogoče še malo bolj kako bi rekla, zavestno uživala v njih, ker sem vedela, da jih prav veliko ne bo več. Zdaj, ko rečeš ta tekmovalni duh, tukaj je bilo nekaj res dobrih, izjemnih uspehov in hkrati tudi kakšen padec, torej neuspeh. Kako to sprejemaš kot športnica? Ja, je v športu kar veliko padcev, bi rekla, da mogoče, ko pogledam nazaj, seveda se spominjaš, hvala Bogu, se spominjaš tistih lepših trenutkov, ampak padcev je tudi kar ogromno in takrat je zelo pomembno, da se znaš pobrati. Meni je zelo veliko pomenilo to, da sem od nekaterih tekmovalk zdaj ob koncu kariere dobila komentar, da se zgledujejo po meni, kako sem se pobrala po svojih padcih, tako da to se mi je zdela mogoče nekaj, na kar jaz nisem bila tako pozorna tekom moje kariere, pa mi je bilo lepo, da v bistvu se je to nekako opazilo. Meni se zdi pomembno, da se iz vsakega neuspeha, padca, kakorkoli to poimenujemo, nekaj naučiš, da se zaveš, zakaj je do tega prišlo in skušaš to izboljšati. Seveda enkrat ti bolj uspe, drugič manj, ampak zdaj jaz govorim bolj v športu, verjamem, da je tako tudi v drugih situacijah. Mislim, da če ti veš zase, da si naredil vse, kar je bilo nekako v tvoji moči in da si nimaš kaj očitati, potem je to veliko lažje sprejetno stanje, ki je na koncu. Kaj misliš, da je bilo tisto, s čimer si jih tako navdušila, te tekmovalke? Kaj je bilo tako dobrega pri tebi? So ti kaj rekli konkretno, da to sem jaz naredila, kar si ti naredila in sem se lažje pobrala po tem padcu ali pa po neki Ja, jaz mislim, da kar so mi rekli in tudi kako se meni zdi, da res nisem nekako preveč tragično gledala na vsak slab rezultat. Seveda, ko jih je bilo več, so prišli tudi dnevi, ker je tudi bilo meni težko gledati pozitivno, ampak vedno sem ostajala zelo pozitivna in nasmejana, kar mislim, da je bilo kar cenjeno znotraj te smučarske družine. Tako da, če je prišel dan, ko nisem se prav veliko smejala, je bilo to vse malce čudno, ampak ja, vedno sem probala tako z nekim nasmeškom iti skozi vse te težke situacije, vedno videti nekaj pozitivnega in bom rekla, da sem res do samega konca v bistvu pri sebi verjela, da sem lahko boljša. Mogoče v nekih trenutkih bi bilo komu celo čudno, zakaj verjame, da je lahko boljša vse tam, kjer pač je njen maksimum, ampak jaz sama v sebi sem pa vedno verjela, da sem lahko še boljša, da lahko, bom rekla, tudi ko so slabi dnevi, že naslednji dan obrnem in mogoče ta mentaliteta, da kljub temu, da nekako možnosti niso bile na tisti strani ali pa procenti, da se bo obrnil, no jaz sem v bistvu verjela, da je to mogoče, no. Torej, bi bil to nek tak nasvet, ki ga dajeva lahko danes vsem, ki ne poslušajo, torej tudi če je statistika ali pa možnosti proti vam, ne, vi verjemite, da je možno in ustrajate v nekem pozitivnem duhu. Ja, definitivno. Jaz mislim, da
če se ti že vnaprej odločiš, da zagotovo ne bo, potem je vseeno, zdaj v našem primeru, da ne greš na štart, ne. Mogoče v nekih drugih situacijah je potem boljše, da rečeš, sploh ne grem, sploh se ne bom trudil, ker itak ne bo, ne. Tako da verjeti moraš na najboljše, zato se tudi truditi. Je pa tudi pomembno, da pa nisi pretirano razočaran, če zdaj vedno ne gre vse po planu oziroma se ne potem izide, bom rekla, v tistem najboljšem scenariju, ne. Ampak ja, jaz mislim, da meni je bilo precej lažje iti skozi težke situacije v obdobjih, ko sem bila res prepričana, da se bo to obrnilo na boljše. Recimo, da odstopiš, ali pa rezultat ni tako, kot si ga želiš, priješ na cilj, takrat mogoče nisi najbolj vesela še takrat. Ma rečeš, lej, naslednjič bo boljš. Kaj si rečeš? Kaj narediš v svoji glavi, da potem imaš nasmešek, ki so ga tudi tvoje sotekmovalke prepoznale, da je nek tvoj značilni znak? Jaz sem vedno skušala najprej pač zanalizirati, okej, do napake ali pa slabe vožnje je prišlo zaradi tega in tega, česa ne želim več ponoviti, in potem vedno sem pa našla tudi pozitivne, bom rekla, vidike ali vožnje, ali je bil štart pozitiven ali karkoli, in se potem vedno navezala na to. In zelo hitro pol pridejo novi treningi, tekma je pozabljena, misli so usmerjene naprej in cilji so novi, tako da potem tisti slabi rezultati ostanejo tam zadaj in fokus na novih. No. Tako, in spet odličen svet, ki lahko dava, ne ostanejo ti stari rezultati, pa stare zgodbe zadaj in fokus na nove. Na nove. Mi je všeč, tako da imamo neke konkretne korake med tem. Zdaj, začela si smučati že kar zgodaj, kdaj si bila prvič na smučkah, se spomniš? Ja, v bistvu prejšnji teden smo imeli tako lepo zabavo ob koncu kariere in so me starši presenetili tudi s posnetkom, ko sem bila prvič na snegu, in bila sem stara 2 leti in pol. In bom rekla, da se je na tistem posnetku videla, da sem kar zelo lepo in hitro napredovala. Tako da, kot so opisali in kot je tudi tam v tistem kratkem posnetku bilo videti, sem res uživala na snegu že v prvem stiku in mislim, da je ta res ljubezen do smučanja v bistvu bilo tisto, kar me je pol nekako vodilo celo mojo kariero, da sem v tem tudi vztrajala. Bravo. Torej, če dava spet nek recept za vse, ki nas poslušajo, gledajo, če želite imeti vrhunsko smučarko ali pa smučarja, najkasneje pri 2 letih in pol dejte na smučke in bo to lahko potencialna smučarka ali pa smučar. Jaz bi dala drugačen nasvet, bom rekla, v bistvu, da karkoli počneš, zdaj, če je to v mojem primeru smučanje, mislim, da je veliko lažje iti skozi vse te izzive, če počneš to, kar imaš rad. In mene bi, če športa oziroma smučanje ne bi imela tako rada, bi me zagotovo tiste, ko smo prej govorila, težje situacije, težji trenutki, bi me prej ustavili, kot so me, zato ker sem pač to rada delala. Ja. Mislim, in spet odličen nasvet, ki bi ga jaz potrdil z mojo izkušnjo. Torej, jaz imam res rad to, ko počnem, bi lahko to počel soboto zjutraj, nedeljo zjutraj, kadarkoli v bistvu, kar mi je všeč, in potem je tudi lažje, da to počnem takrat, ko je hudo, težko, ko niso rezultati tako, kot bi si želel, kot so neki težki pa težji trenutki. Tako da odličen nasvet, ki ga lahko dava vsem, ki naj poslušajo, spet imejte radi to, kar počnete, ker potem tudi, ko ne boste najbolj navdušeni nad rezultatom, boste še naprej vztrajali. Tako, ja. Bravo, mi je všeč. To se mi zdi ključno in to je tudi nekaj, kar bom definitivno jaz od zdaj naprej skušala najti in temu slediti, da pač najdem drugo ljubezen svojega življenja. Ja, torej, in ne veš, če bo povezano s smučanjem? Jaz mislim, da bo. Želela bi si, da je vsaj zdaj, mogoče se bojo te želje tekom let bolj spremenile, ampak trenutno pa bi si želela v bistvu ostati povezana s smučanjem. Zaenkrat je, bom rekla, idej v moji glavi veliko, si pa puščam malo časa, da se to bolj popredalčka, če lahko tako rečem, in da pol, ko nekaj začnem, res dam vso to energijo v nov začetek. No. Zdaj, če sem nadeva malo kronološko, iz 2,5, kdaj je bilo potem prvi znak, lej, ona ima potencial? Ker takrat 2 leti in pol, ko si bila stara, ni bilo še videti, da si še olimpijski material, ali ni bilo še, na posnetku se ne vidi. Ne? Ni. Kdaj je bil tisti prvi znak, lej, mogoče pa z nje nekaj bo? Bom rekla, vedno je bilo tako več znakcev, manjši cilji, ki jih že kot otrok dosegaš. Najprej pač
smo začeli s klubom tekmovati na teh regijskih tekmovanjih in tam sem, bom rekla, kar izstopala. Potem me je tata takrat peljal na prvo državno tekmo, kjer sem tu izstopala, ampak v slabem smislu, kako bi se reklo. Bom rekla, sem bila na svoji prvi državni tekmi z naskokom zadnja, no. In tata je takrat, tako mi je rekel, kam smo mi prišli, ne, tako, smo bili kar outsideri, no, tako kot je povedal, ampak mislim, da se je videlo, da sem zelo, zelo hitro napredovala in takrat proti koncu osnovne šole sem potem tudi na državnih tekmah v bistvu v 2 letih prišla iz tega, da sem dosegala 25. mesto do tega, da sem tekme tudi zmagala. In takrat konec osnovne šole pri tem prehodu v potem pri nas že v bistvu člansko to ekipo oziroma že tekmuješ z vsemi, sem naredila zelo velik preskok in takrat smo lahko mogoče razmišljali, nekaj pa bo. In tista uvrstitev potem v C reprezentanco je bila neka taka lepa potrditev. In od tam naprej sem potem imela tudi kar nekaj sezon, ko sem delala zelo velike korake v napredku, nekako lovila tekmice in začela tako vohati, da mogoče bi pa to smučanje lahko pomenilo tudi nekaj več kot samo hobi, no. Mislim, tako danes, ko gledamo nove potencialne tekmovalke, ne, ki recimo prihajajo zdaj za tabo, pa za Ilko, in ni jih več toliko, ali pa sploh jih ni. In ker ta šport zahteva dosti velik časovni, tudi finančni vložek. Ne? Ja, res je. In kaj misliš, da je nek recept, da sploh Slovenija kot tako majhna država lahko ima smučarke na takem nivoju? Ja, sigurno je tu ogromno nekih dejavnikov. Jaz sicer mislim, da se pri nas na Smučarski zvezi zelo trudijo in zdaj prepoznavajo neke te pomanjkljivosti, skušajo izboljšati oziroma najti nek recept, kako privabiti še več ljudi v smučanje, kako jim praktično zagotoviti neke možnosti za trening, ki ne pomenijo nekega prav finančnega presežka. Dejstvo pa je, da smučanje je tak šport, kjer potrebuješ starše ob sebi, sploh v tistem mlajšem obdobju, potrebuješ tudi neko finančno pomoč in v tistem obdobju, bom tako rekla, če ti kot posameznik ne kažeš verjetno prave želje, nimaš dovolj motivacije, se to zelo hitro konča in tu mislim, da ni mogoče kot pri drugih športih, da te že mogoče malo manj mika, pa vseeno hodiš na treninge, ker je pač to enostavno, greš s kolesom popoldan 1 uro v telovadnico in oddelaš in mogoče te pol spet pritegne čez 1 leto. V smučanju se zelo hitro, če tista energija za trening, motivacija ni prava, se potem pač veliko smučarjev odloči za zaključek in se posvetijo, ne vem, šoli, študiju, čemorkoli drugem in jaz mislim, da je tu treba v teh kritičnih letih, ki so za moje pojme ta prehod med osnovno in srednjo šolo oziroma srednja šola, ko vemo, da pač najstniki, tudi jaz sem imela ogromno nekih drugih želja, še kaj bi hotela početi in se ti zdi, da ogromno zamujaš s tem, ko si okoli. In takrat je treba, po mojem, zadržati čim večjo skupino tekmovalcev, ki trenirajo skupaj, ki se imajo lepo tudi na snegu izven tistega trenažnega procesa in potem od tam naprej se šele vidi, kdo v bistvu bo lahko pokazal nekaj več in kdo ne. Mislim, sama si omenila en pomemben faktor, ne, torej podpora družine. Ne. Recimo, če pogledamo družino Prevc v Sloveniji, ne, iz te družine izhaja zdaj, mislim, neverjeten fenomen, svetovni fenomen. Ne. Res, ja. In recimo pri tebi je tudi verjetno družina bila tista, ki je ti pomagala, ker si Primorka, niti ne moreš ti reči, da boš šla zdaj na kolo pa smučka na ramo, ker ne priješ do smučišča nekjer. Ne. Ne, brez staršev definitivno ne gre. Saj mislim, da prav pri vseh smučarjih, če pogledamo, eni so mogoče bolj vidni, drugi manj, ampak zagotovo vsaj v tistih otroških letih, to, da te nobenemu ni problem zjutraj vstati, te peljati vsaj na zborno mesto, kjer te pobere trener, te pritiskati popoldan, v bistvu najti opremo, te priti spremljati na tekme, ki niso blizu. Jaz mislim, da to vsa podpora je zelo pomembna. Pri meni doma sem imela res to srečo, da pač staršem to nikoli ni bil problem, oziroma ne, da jim ni bil problem, ampak meni se je celo zdelo
in verjamem, da je to tako bilo, no, da so v tem uživali, da je to tudi njih napolnilo, to, da smo šli na sneg, da so me podpirali in nikoli nisem čutila, da počnejo nekaj, kar bi jih obremenjevalo. Verjamem, da v določenih obdobjih je bilo tudi naporno, ampak tega mi nikoli niso pokazali in jaz sem to podporo vedno čutila in če je bilo karkoli treba, tudi če sem pozabila doma neko najbolj banalno stvar, so bili veseli, da sem pozabila, da so lahko prišli na trening in me pol naslednji dan gledali. No, tako. Odlično. Mislim, ko gledava zdaj za nazaj, v bistvu to s takim nesmeškom lepo pogledati, ne? Pa verjetno, če si kdaj pozabila čelado, kaj te za neko pomembno stvar, nisi mogla ti trenirati. Res nisem bila zelo pozabljiva, tako da takih primerov bilo zelo malo, ampak kot sem rekla, je pa bilo res tako, jaz če sem prišla zvečer in ugotovila, da nečesa ni, moj tata ali pa tudi nono, v bistvu imam tudi nono, ki je zelo bil tle aktiven, so se usedli v avto in so bili pač, se pravi, v tistem času, kar je bilo treba odpriti od doma do tja, so bili pri meni. Tako da to ni bil nikoli res problem in to mi je po moje dalo tudi neko, kljub temu, da nisem pozabljala, mi je dalo neko mirnost, da če pa mogoče bi, ali pa če bo neka težka situacija, ko bom nekoga rabila, da so pač en klic stran in bojo takoj tam. Tako da to je zagotovo neka mirnost, ki je bila več kot dobrodošla. No. Zdaj, ko gledava vse to opremo v smučanju, ker že za navadnega smrtnika, kar je neko smučišče, kamorkoli, je to dosti velika investicija. Ne? Kakšne so tukaj številke? Ker recimo ti moraš iti tudi poleti na smučišče, takrat mislim, da greste bolj na tisti del sveta, kjer je sneg. Kakšne so tukaj številke? Mislim, oprema verjetno malo boljša kot za navadnega smučanja, so neke posebne smuči in tako. Ja, številke so visoke. Zdaj, pri nas, ko smo enkrat oziroma nek evropski svetovni pokal, je zelo pozitivno to, da opremo praktično dobiš. Za en del poskrbi, se pravi, smučarska zveza, to so oblačila, čelade, očala in tako. Kar se smuči tiče, ki so res drage, zato nekako opremljevalec zelo hitro že prevzame ta strošek. Kasneje tudi finančno opremljevalec zelo veliko pomaga v bistvu s tem finančnim vložkom. In tako da glavni stroški, in mislim, da to je glavni problem tudi pri mlajših, so se pravi smučarske karte, nočitve, prevozi, tako da trenerji morajo biti tu zelo iznajdljivi. Zdaj v našem primeru so določeni stroški, ki se jih pač ni mogoče izogniti, ker pač potujemo nekako v tej svetovni pokal, kamor nam rečejo, tja moramo iti in tako da tle prav zelo dosti nekega manevrskega prostora ni. In ja, te glavni treningi, kot recimo poletna Argentina, so za ekipo zelo velik strošek. Jaz mislim, da za neko našo ekipo pa nismo veliki, ampak se zagotovo pogovarjamo med 50 in 100 tisoč evrov samo za ta trening, brez katerega se sploh ne moreš začeti pogovarjati o začetku sezone. No, tako. In potem te stroški so iz leta v leto dražji, proge postajajo plačljive za treninge, smučarske karte so vedno dražje in konec koncev pa tudi rabiš kar neki osebo okoli sebe, da lahko trening sploh izpelješ. Tako da, tle kot so nekaj, ja, pač zelo je pomembna ta iznajdljivost trenerjev, to, da si med sabo pomagamo tudi z drugimi ekipami, to se vsi veliko povezujejo in skušajo na ta način nekako zreducirati stroške in ja, vsak, bom rekla, se trudi po nekih svojih najboljših močeh. No, no se tukaj je zdaj to vprašanje, ne, če nekdo je izjemen talent, vendar nima mogoče, vsaj na začetni fazi neke finančne podpore, ne, je potem mogoče težko, da bo ta šport izbral kot šport za prihodnost. Ja, žal zna biti tudi to razlog, da nekdo prekine z tem športom. Ravno zaradi tega mislim, da tja do 15. leta se še da nekako zelo trenirati, da so stroški v nekem, bom rekla, pa ne da so majhni, ampak zmožni, da smo jih vsi nekako mogoče zmožni pokriti, če pač si pripravljen športu nameniti nekaj več denarja. Potem pa ja, je pa pač potem že zveza v bistvu s tem, ko imaš ta prehod v FIS in če kažeš neko potencialnost, že vsaj en del tega finančnega bremena prevzame nase in mislim, da tudi tle je treba delati, da bi bilo tega, se pravi, finančnega bremena s tem prehodom v FIS kategorijo čim manj na tekmovalcih, na starših
in da se nekako pol podaljša to obdobje, ko razmišljajo, bi še ali ne bi več, vsaj ne 4 leta, ker takrat potem se šele v bistvu bolj jasno vidi, kdo ima neko prihodnost v smučanju in kdo ne. Kako zdaj ti opaziš razliko pri sebi? Takrat prva tekmovalna leta ali pa prvo leto in recimo zdaj zadnja leta. Si ti opazila kakšno razliko, kako nastopaš, kako se počutiš v teh vlogah v smučišču? Ja, sigurno razlik na različnih področjih je več. Sigurno nisem več ista Ana kot 15 let nazaj. Predvsem ena dobra lastnost, ki sem jo imela tekom cele svoje kariere in mogoče se je šele v zadnjih 2 letih malo zgubila, je bila ta, da mene nikoli ni bilo strah poškodb. Tudi ni me bilo strah, če sem slišala, da je nekdo pred mano padel, da se nekdo ne vem kaj naredil. Jaz sem verjela, da to meni se ne more zgoditi. In to mi je sigurno vsa ta leta dodajalo neko drznost, ki je bila moja kar močna vrlina. Zdaj z leti, sploh te zadnje 2 sezoni, sem mogoče čutila kdaj, da pa vseeno nisem pripravljena riskirati prav 110% in to je žal že nek minus na štartu. Tako da to je mogoče ena lastnost, ki jo imaš pri mlajših letih mogoče malo bolj razvito in kot mislim vseeno pri meni kar dolgo trajala. Drugo pa je, da na začetku se ti mogoče zdi, da moraš zelo hitro vse doseči in celo se ti zdi, da vsaj meni se je zdelo, ker sem takrat dokaj hitro napredovala do evropskega pokala, da bo to zdaj zelo hitra ta pot še do svetovnega pokala. To jaz pridem zdaj tja, jih prehitim in pol sem, ne bom rekla, v top 10 skozi in bo ful enostavno. Ni, ne, tako, v bistvu ta pot, da prideš do svetovnega pokala, je v večini primerov daljša, kot si na začetku misliš, spet pravim v večini, imamo tudi izjeme. In potem, ko si enkrat tam, tudi ni kar tako ostati na tem nivoju, ampak pač moraš kar dobro ves čas smučati, da ostajaš na tem nivoju in tu se velika večina, ki mogoče šport pa niti ne spremlja toliko daleč, celo ga poznam, ampak nima nobenega prav iz svetovnega pokala blizu, ne zaveda, da v bistvu tista številka med 30, res je, da jo imaš, ampak jo zelo, zelo hitro zgubiš, če ne potrjuješ teh svojih rezultatov. In to se mi zdi, da v bistvu ta neka konstantnost, ki sem jo tudi jaz v bistvu držala skozi svoje sezone, je velikokrat nekako premalo cenjena, no. Tako. Ko si bila skupaj vsemi temi vrhunskimi smučarkami čez celo kariero, kaj si se pa od njih naučila? Je kakšna stvar, ki so ti one dale, ki tudi koristi pri tem, da ostaješ lahko na vrhunskem nivoju? Ja, sigurno od različnih tekmovalk sem se različne stvari naučila, ampak kar mi je pa najbolj tako ostalo v spominu, oziroma po čemur sem se skušala zgledovati, je bilo to, da sem opazila, da najboljše tekmovalke veliko, veliko trenirajo, ne. Ni da punce, ki so številka 1 na svetu, tudi recimo Michaela Schifrin, da bo prišla na trening, naredila 2 vožnji, šla domov, ne. Velikokrat je naredila celo več kot ostale in to mi je nekako dalo vedeti, da nikoli ni čas za spat na lovorikah ali pa se nekako ustaviti, da v bistvu, ko ti nekaj dosežeš, takrat je treba delati isto, če ne še bolj, da tam ostaneš. In to v bistvu me je naučilo veliko in sem skušala tudi sama na tak način delati, da v bistvu nisem v nekom obdobju, ko sem dosegla to, kar sem si želela, se pravi, se s tem zadovoljila in mogoče malo umirila tempo, ampak da mogoče ravno takrat, ko si dober, delaš še več in na ta način v bistvu pol napreduješ ali pa vsaj ostaješ tam, kjer si. Mogoče spet en nasvet, ki ga lahko dava, to je, za vrhunski nivo ali pa ta najvišji nivo je treba veliko več treninga, kot si lahko nekdo predstavlja. In to, kar si rekel, da nekdo, ki je že dober, ostaja tam samo, če bo še naprej zelo veliko delo. Tako, res, ja. In praktično se tudi ta letvica, ki je, bom rekla, ali pa postavljena za neko zmago v svetovnem pokalu, konstantno zvišuje. In to, kar je bilo mogoče par let nazaj dovolj, zdaj ni več, to, kar je zdaj dovolj, čez par let ne bo več in ravno zaradi tega, ja, vedno je treba pač delati, tudi ko si v bistvu mogoče najboljši na svetu. Ko si ti videla recimo
Mihajlo Šifrin, da tam recimo trenira še več, si ti pa rekel, bom 6 naredila en krog, ali kako se ti počuta, slišiš, ojoj, pustimo jo, ne? Ja, sigurno ti da malo, oziroma se ti zdi, če zdaj ona naredi 6 ur in jaz jo želim prehiteti, ne, ona je trenutno boljša od mene, če bom jaz naredila 4, verjetno bom težko ratala boljša od nje, ne, tako da ima pa vsak nek svoj ritem, res pa je, da pač te najboljši tekmovalci tudi znajo tako trenirati, da zmorejo narediti več, ne? Znajo nekako razporediti to svojo energijo, drugače vejo, kdaj je tistim dati vse od sebe, kdaj mogoče malenkost manj in tukaj dobijo tudi neke količino noter, ki jo mogoče mlajši tekmovalci, ki se res vedno samo zaženejo in ne prav razumejo, zakaj, kdaj, kaj, zelo prej porabijo vso energijo in zaradi tega v bistvu ne zmorejo toliko narediti na treningu kot nek bolj izkušen tekmovalec. Tako da to so vse izkušnje, ki jih dobiš skozi leta. Jaz sem jih kar veliko dobila, verjamem pa, da jih ima mogoče neka Mihajla Šifrin še več oziroma zna to še boljše razporediti in tukaj pač je bila ona ali pa še kakšna druga tekmovalka še kak korak pred mano. To meni tveganje obstaja, če nekdo naredi isto, kot naredi ona, ne, na treningu, da potem nima več energije za tekmo, tako misli. Tako, ja. Tako, da se tam že izčrpa ven, ker naredi, ona naredi 6 ur, jaz jih bom naredil 8, ne. Ja, ampak včasih tistih 8 zate ni bilo optimalno, ja. Tako je. Je kakšen nasvet, ki si ga pa dobila tako, da ti je nekdo nekaj rekel? Nek nasvet od teh različnih tekmovalk, ki so ti rekli, lej, Ana, to naredi. Ana, tako treniraj. Ana, se spomniš skozi kariero, da si dobila kakšen dober nasvet? Ali pa tudi kakšnega trenerja, ali pa kakšnega drugega osebe, ki te je spremljal skozi ta proces? Mogoče mi je tako kot nek moto, ali ne vem, kaj še najbolj pomagalo in sem si tudi večkrat povedala to, kar mi je rekel tata, ko sem bila že mlajša, da je to pač šport. On je vedno rekel, Ana, to je šport, v temu pač uživaš, ampak ne bo konec sveta, če pač se ta športna pot enkrat prevesi v eno ali pa v drugo smer. Tako da to mi je bilo večkrat enostavno, tudi v kakšnih trenutkih, ko sem imela veliko treme, ali pa kaj sem si rekla, to je samo šport. To je šport, v temu lahko uživaš, delaš to samo zase, nič se ne bo zgodilo, če boš zdaj prva ali pa če boš zadnja. Tako da to me je nekako kdaj tako pomirilo v smislu, da karkoli se bo zgodilo, bo v bistvu še vedno vse teklo in vse bo okej. No. Mislim, on je s tem lahko vzel tudi pritisk s tebe dol, ne? Tako da ja, vse je v redu, kar tako, na nek tak način, ja. In to sem si pač tako večkrat rekla, tako, tudi na štartu. To je šport, narediš, uživaš in pol naprej. Kdaj še posebej uživaš? Ko si na štartu, ko si nekje na sredini proge, na koncu? Ja, to je tudi poseben nasvet, ker dosti jih reklo, ti samo uživaj. Ne? Na štartu, ko imaš tremo, ne vem, če kdo prav samo uživa. Jaz nisem. No. Mi je bilo fajn, ampak v tistem stresu in nekem pričakovanju tekme, da bom rekla, da sem enako uživala kot mogoče poleti na plaži, ker jaz samo uživaš nisem. Ne? Tako da najbolj nek pa tak občutek, ki ga res, bom rekla, da samo šport in ga mislim, da ga zelo težko nekje drugje dobiš, je pa ta občutek, ko prideš skozi cilj in pač si dosegel to, kar si želel. Se pravi, bila to res neka vrhunska vožnja, zagledaš svoj čas, prevzameš vodstvo. To pa je nek res tak občutek, ne vem, sreče, zadovoljstva, konec euforija, adrenalin, ki pa vsaj v tem trenutku si zelo težko predstavljam, na kak način ga lahko še v življenju doživiš. Tako. Deva nekaj še reči o temu, dejansko slalom kot disciplina je mogoče malo počasnejši kot smuk. Kako si se ti odločila, to bo moja disciplina ali pa recimo disciplina, kjer mi je bolj všeč tekmovati, ali pa veleslalom recimo, ne, v primerjavi s smukom. Je to že tako na začetku jasno, ali to dobiš pol skozi različne vožnje in treninge? Jaz kot mlajša sem kar veliko trenirala tudi hitre discipline, tako nikoli se nisem hotela omejiti. Res je sicer, da so tehnične bolj nekako neka baza. Sigurno vsak hitraš je šel skozi tehnične discipline, ni pa vsak tehničar vozil hitrih disciplin. Tako da jaz sem trenirala in tekmovala tudi v hitrih disciplinah, ampak nikoli nisem bila toliko dobra kot v slalomu, sploh v slalomu takrat. Veleslalom dosti let ni bil moja najmočnejša disciplina.
In takrat je pa potem nekako tudi ta situacija, da smo imeli precej močnejšo tehnično ekipo v reprezentanci kot hitro, privedla do tega, da sem pač ostala v tej tehnični ekipi in se odločila, da se tudi na to nekako fokusiram. Energije za vse 4 discipline ali pa pač ni bilo, oziroma nismo zmogli vsega trenirati, tako da potem sem takrat v enem obdobju se odločila, ok, jaz bom posvetila vse tehničnim disciplinam, hitre bojo zraven, zgolj kot nek dober trening za tehnične in pol sem nekako pač temu sledila. Verjamem, da tudi, če bi se odločila drugače, bi lahko tudi v hitrih verjetno kar nekaj dosegla, bi me pa tudi tam čakalo kar nekaj dela, ker nisem imela ne izkušenj, ne z skoki, niti s temi velikimi hitrostmi, tako da jaz mislim, da sem se prav odločila in nekako sem se v tem tehničnih disciplinah počutila bolj domače, bolj varno in tudi bolj samozavestno. Kakšna je najhitrejša hitrost približno v slalomu ali pa tako v primerjavi s smukom? Ker to je tudi še zmerno dosti hitro. Ja, jaz mislim, da v slalomu mogoče tam 60 je že kar neka, mogoče že kar malo preveč, sem rekla. V veleslalomu dosežemo sigurno tam 80 zagotovo. Je pa tako tudi, bom rekla, 130, jaz sem se tudi peljala. 130 se peljati naravnost ni noben problem, ne. To vsak nek tekmovalec naredi brez težav. Z avtom je 130 že dosti. Ja, problem je pri 130 imeti nadzor, narediti dobre zavoje, nič zabremzati, preden greš čez skok. Take stvari so potem tiste, ki ratajo težke. Samo spustiti se naravnost z neko hitrostjo, bom rekla, nek boljši tekmovalec sigurno naredi, no. Zdaj, ko gledaš na televiziji šport, ne, se ti zdi tako vse enostavno. Ne. In danes obstaja ogromno tako imenovanih couch komentatorjev. Ne. Torej, ko gre neki tekmovalki super, ne, ali pa ima nek rezultat, so navdušeni, ploskajo in tako. In potem se zgodi neko obdobje, ko ne gre tako dobro in kar naenkrat ima Slovenija 2 milijona komentatorjev. Torej, vsak je najbolj pameten na nekem področju, točno ve, kaj moraš ti narediti in kako gledaš na to, no? Te komentarje, ki se dogajajo, eni so tudi mogoče žaljivi ali pa neprimerni. Ja, tega je sigurno ogromno, vse je tudi na drugih področjih, ampak po športu si tako res nekako se te znajo prav tebe konkretno lotiti, tako da pač to je del, bom rekla zdaj, te medijske izpostavljenosti. Vedno rečemo, da v bistvu smo veseli, da ljudje nas šport spremljajo, da vsak komentar, ki je, pomeni, da pač nas nekdo gleda, kar je seveda pomembno za nas, ampak kot so velikokrat zelo lepi komentarji, ki te tudi napolnejo in ti tudi dajo neko dodatno motivacijo in ti je lepo, ko vidiš, kdo te spremlja in kaj vse dobro ti želi, se zelo hitro prevesijo in je večkrat tudi težko, ker so res zelo na nizkem nivoju, spravijo se tudi na pač neke osebne lastnosti in takrat zna biti težko. Jaz se sicer sem skozi svojo kariero trudila, da tem komentarjem niti v svojih dobrih tekmah nisem posvečala pozornosti, se pravi, sem se osredotočala na, bom rekla, bolj komentarje ljudi, ki so mi blizu, ki so vedno z mano, ampak pridejo pa pač dnevi, ko ne moreš prav zdaj se izolirati od okolice, določene stvari, informacije, komentarji pridejo do tebe in v kakšnih trenutkih, ko si že tako, bom rekla, bolj moralno nizko ali pa žalosten, se te še toliko bolj dotaknejo in ja, športniki se to velikokrat pogovarjamo, da se mogoče kdaj to premalo izpostavlja, kako enostavno je nekomu nekaj napisati in kako težko je tebi potem v bistvu to prejeti na nek način. Tako da. Torej, ti treniraš praktično celo leto si trenirala, ne? Ja. In potem tekma ne gre tako, kot si želiš in potem nekdo porabi 10 sekund, pa minuto, da napiše nekaj hrdega, ne? In lahko vzame pač stran vrednost celotnemu trudu, ki je bilo v ozadju, ne? Ja, točno to in zelo prehitro je, gre to v neko smer, se nisi potrudila, kako ampak
vsak človek, če pogleda zase, ve, da imamo boljše dneve, da imamo slabše dneve. Če hodiš v neko službo, ki pač ni tako izpostavljena, mogoče nekdo niti ne bo opazil, da imaš ti slab dan, pa en dan mogoče, če smo prav iskreni, vsak ima verjetno kak dan, ki ni nič naredil v službi, tega pri nas recimo ni, ne? Mi vsak dan moraš biti 100% na terenu, tudi trener te ne bo vprašal, danes, ne vem, Si se dobro slabo spala. počutiš, si dobro spala. Ja, lahko si spala slabo, dajmo, stisni, gremo, ne? Ne vem, imaš ženske težave, ampak saj tudi na tekmih boš imela, gremo naprej. In tu v bistvu pol zelo hitro se s temi komentarji, ko pride nek slab trenutek, to vse razvrednoti. In jaz razumem, da pač vsak ima svoje mnenje, tudi jaz kdaj gledam kakšen šport in sem za trenutek malo preveč pametna, ampak eno je, da si ti v tistem trenutku v nekem žaru borbe, navijaštva, bom rekla, malo kritičen, drugo je pa pač, da nekomu prav tako si vzameš čas in mu poveš, da z njim nekaj ni okej. Tako da tle, ja, sigurno bi si želela, da vsi te ljudje, ki to počnejo, malo razmislijo, preden prespijo ta svoj komentar, ampak se pa zavedam, da to pač saj zaenkrat je nek del te medijske izpostavljenosti in se moraš naučiti čim boljše s tem nekako operirati. Možda davaj na svet, torej vsem couch komentatorjem, ki naj jo poslušajo, gledajo, v primeru, ko imate za napisati grd komentar, prespite in če še naslednji dan se mi zdi primeren, še enkrat prespite. Ja, ali pa še pomislite, kako bi bilo, če ga en pošlje vaših hčerki ali pa ženi ali pa vam. Recimo, tako da dajte vedno gledati tako, da če imate kaj konstruktivnega, napišite tako v dobrem, pozitivnem duhu, da spodbudite osebo v neko akcijo, v neko pozitivno spremembo, vendar, če je pa to slab grd komentar, prespite do konca življenja. Torej, čim več sajta, torej vsak dan znova spite na njemu, in nikoli ne pošljete, kar je škoda. Če pa nekdo dobi komentar, ki je mogoče neprimeren, grd, žaljiv, tudi, kako se reka sama, na nekem osebnem nivoju. Kaj se reka, da je tvoj nasvet, torej, da odmisli, da sploh ne bere? Torej, kaj bi bil tvoj nasvet tukaj? Ja, jaz sigurno sploh na teh, kar so pač bolj članki, tam sploh ne grem brati komentarjev. Zdaj problem je, da na teh socialnih omrežjih dobivaš, se pravi, komentarje tudi pod svoje objave, kar pač ne moreš ne videti, tako bom rekla. In zdaj takrat, ja, čim manj se s tem, bom rekla, obremenjevati ali pa čim manj časa posvečati temu. Jaz pa vseeno, če je kak prav grd, bom rekla, si vzamem tisto minuto časa, da tisto osebo zblokiram. Evo, to naredim in prijavim neprimeren komentar, ker se mi pač zdi, da mogoče določene stvari je pa treba kdaj tudi izpostaviti, da niso okej. Ne bom šla pa nikoli v neke debate ali pa prepiranja s to osebo, ker to se mi pa pač razdi neko zgubljanje svojega časa in energije. No. Mislim, meni so recimo napisali cel kup stvari od tega, da sem čarovnik, da bi me mogli zažgati na grmadi. In potem ena moja tudi trenerka NLP-ja iz Nemčije mi je rekla: Aleksandar, izkoristi te komentarje za marketing. Meni se potem ne da zdaj pisati nekaj, nekdo piše, ker tam ne piše nekaj zelo grdega in zdaj potem lahko tukaj, ker socialna mreža pa imajo rade te komentarje. Ja. Ker nekaj začne 10-20 ljudi neko negativno debato, vsak je bolj pameten kot drugi, kar enkrat se to razširi viralno in s tem nažalost seveda poveča gledanost vseh teh vsebin. Ja, to je sigurno. Jaz sem tudi včasih rekla, sej ni važno, na enak način. Pa vzameš to kot neko reklamo, tvoj post ima več komentarjev, ampak v bistvu sem se pol na eni točki odločila, da definitivno si ne želim nekako svoje bom rekla, prepoznavnosti širiti zaradi neke take negativnih zadev. Tako da res sem se zelo kdaj mogla zadržati, da nisem odgovorila na te komentarje. Sem imela kakšne prijatelje, ki so v mojem imenu, ampak ja, tukaj sem se res dala en korak nazaj in se tega držala, ker če ne vem, da bi šlo v neko razpravo in verjetno ne bi dosegla svojega namena, tako da je ostalo pri enosmerni komunikaciji. Mogoče davaš nek komentar za mlade, ker danes je
teh negativnih komentarjev, sploh ko gremo, ne, in neki mlajše generacije so na socialnih omrežjih ogromno, tudi zato, ker ljudje niso tam, ni enako, kot če nekomu reče v obraz. Res, ja. Tam je enako neka fake slika. Ne, torej, Ja, in veliko lažje je tam nekaj napisati, kot pa... Neko lažno ime in tam, kar napišem nekaj, se itak me ne pozna, nikoli me ne bo videl in drugo osebo pa na drugi strani se dotakne. Dajmo nekim mlajšim ljudem, ki nas moče gledajo, poslušajo, kaj bi bil tvoj nasvet? Če dobite daj grd komentar? Moj nasvet je, da pač, če te zmoti in veš, da ga boš še večkrat pogledal, jaz bi ga zbrisala. Ker ti ni treba ga videti večkrat. In da se pač res osredotočiš na komentarje od ljudi, ki jih dejansko poznaš in od katerih mnenje ti je pomembno. Se pravi, jaz vem, da je praktično tisti slabi komentarji ne morejo nadomestiti tega, da imam jaz dobre prijatelje, da vidijo v meni dobre stvari, da imam ob sebi družino, ki mi veliko pomeni. In v takih trenutkih se moraš zavedati, kdo je tisti, od kogar mnenje v bistvu ti je pomembno. In takrat si zelo hitro odgovoriš, da v bistvu tiste osebe, ki praktično niti ne veš v veliko primerih, kdo sploh je, ni pomembno. Ne? Se kdaj te komentarje ali pa kakšni komentarji dotaknili tudi tvoje družine? Da si ti rabila koga potolažiti? Ja, jaz nisem prav tolažila, je pa mogla moja mama Nono parkrat tako, ta razvoj tehnologije je pripeljal do tega, da tudi moji Nono in Nona so ugotovili, kako pač deluje RTV Slovenija in tako, in kako pogledati komentarje in te stvari. Seveda so to ugotovili v obdobju, ko je šlo meni zelo dobro in so bili zelo lepi komentarji, tako da se jim je zdelo super, kako pač ljudje to podpirajo. In ko se je pa enkrat ta neka situacija malo prevesla v bolj negativno, jim je bilo malo težko. In takrat sploh moja mama si je vzela čas, da jim je razložila nekako, kako to deluje, kdo so ti ljudje, pač praktično brez imena komentirajo. In takrat smo sprejeli nek dogovor, ki so se ga potem tudi oni razdržali, da teh komentarjev ne gledamo, niti v dobrih, po dobrih tekmah, niti po slabih. In mislim, da je bilo tako v bistvu najlažje za vse. Ena zanimiva stvar se zgodi, ne? Ljudje dostikrat povezujemo našo identiteto ali pa našo lastno vrednost z rezultatom. Ko je rezultat, smo vredni, ko ni rezultata, a pa še ni, nismo še vredni, a pa nismo dovolj dobri. Je tukaj kdaj bil pri tebi kakšen ta izziv biti dober ali pa dovolj dober, ne z vidika sama rezultata, temveč tudi kot osebe? Glede tega sem jaz tako, oziroma ja, res tekom cele kariere in tudi zdaj še vedno nekako znala ločiti, da pač jaz sem Ana, oseba, ki ima družino, ki ima ogromno prijateljev, ki tudi končuje faks, ki ima urejeno dom, moža in te stvari, ki so za mene, tako bom rekla, najpomembnejše v življenju. In poleg tega sem pa tudi vrhunska športnica in je bil to nek dodatek mojemu življenju oziroma zelo pomemben del mojega življenja, ampak ne vse. In zato v bistvu so lepi rezultati meni vedno pomenili nek dodaten plus, dodatno zadovoljstvo. Se pa ob slabih rezultatih definitivno nisem počutila manj vredna, česar sem sigurno vesela, sploh zdaj. V bistvu sem se tega tako še bolj zavedla, da ne, nikoli se nisem zaradi slabih rezultatov počutila manj vredna. Sem pa mogoče bila v bistvu manj pogumna v temu nekako, kaj zahtevati od te smučarske okolice oziroma od svojih trenerjev, sodelavcev. Sem pač bila bolj pogumna, kaj si želim v trenutkih, ko sem bila dobra, kot mogoče takrat, ko so bili rezultati malo slabši. Tako da to je tudi ena stvar, ki se mi je zdela tekom kariere pomembna, da ločim te dve stvari, se pravi šport in mene pač kot osebo, ki bom pač nekako živela, delovala še po športu. In mogoče zaradi tega mi je bilo zdaj po karieri toliko lažje v bistvu priti domov in sprejeti neko to novo realnost, ker sem z njo zadovoljna. No. Tako. Bravo. Vem, da je tvoj partner nogometni trener. Ja. Kako ti si dovoliš komentirati nogomet?
Torej, zdaj si tudi ti, daj couch komentatorka in rečeš, lej, ta igra slabo, ta igra dobro, spremljaš nogomet? Ja, seveda, kar spremljam, ker je pač to del našega gospodinjstva. Tudi res tako neka strast, ki jo ima Kris do nogometa, je lahko rečem na nek način še na nekem novem nivoju od tega, ko je bilo meni smučanje, ker on se ne rabi odpočiti od nogometa, jaz se rabim odpočiti od smučanja. In predvsem v bistvu bolj z neko zanimivostjo, kdaj kaj pokomentiram ali pa ga vprašam. Na ta način mi seveda tudi meni ta šport prirase bolj k srcu, mi je bližje, zato ker pač stvari razumem na nekem drugem nivoju. In ja, skušam nekako vračati to podporo, ki sem jo jaz imela. Se pa ja, vzdržim teh couch komentarjev, sploh zdaj, ko dela z otroci, vidim v bistvu veliko več v tem, kar dela, ne zgolj kot samo pač, kdo bo boljši nogometaš, ampak tudi pomembnost tega, da pomaga v bistvu, na nek način tudi vzgaja te otroke, mladostnike in se mi zdi tudi ta del trenerstva v bistvu zelo pomemben. Navijata za isti klub? Imate kakšen večji klub, ki ti všeč tebi? Jaz navijam za tisti klub, za kjer ga navija Kris in pol smo rešili. Nimate ločeno tukaj? Ne, ni niti on, tudi on ima, bom rekla, svoje preference, ampak on tako navija za dober nogomet. Jaz pa tudi nimam prav zbranega enega favorita, tako da zaradi tega je kar precej lažje, no, verjetno. Bravo. Se ti zdi, da bi lahko kaj se smučari naučili od nogometašov in obratno nogometaši od smučarjev? Da so kakšne stvari, ki bi jih lahko prenesli z enega športa v drugi šport? Ali pa... Ja, jaz mislim, da ja, pač z vsakega športa, od vsakega športnika, mislim, da vsak drugi športnik lahko nekaj potegne. Res je, da je precej drugače, ker gre za ekipni in pa pač individualni šport. Ampak recimo tudi vsak nogometaš potrebuje neke te lastnosti posamezne, ki jih rabi samo on, mora biti samozavesten, mora biti na nek način tudi zdaj sem izgubila besedo, se pravi, da pogleda samo nase, da ne vedno deluje timsko. Po drugi strani mi kot smučarji še vedno treniramo znotraj ekipe, tako da ta neko vzdušje, ki ga potrebuješ, da ekipa dobro funkcionira, nogometna, potrebuješ tudi ti, da ekipa okoli tebe dobro funkcionira. Tako da sigurno so neki nasveti, ki bi si jih lahko med sabo dali, midva tudi kdaj sva si jih. Ampak ja, in predvsem to pač, da trenirati mora pa dobro in veliko in en in drugi. Včasih ljudje rečejo, ti nogometaši grejo, pa malo tam se sprehajajo po igrišču, ne, je tukaj pri obeh športih veliko dela, veliko odrekanja. Včasih celo več kot nekdo s kavča si lahko predstavlja. Ne? Ja, zagotovo. Jaz pač mislim, da vsi športi zahtevajo ogromno nekega odrekanja, ogromno dela. Zdaj nogomet sem pač zaradi Krisa boljše spoznala in mislim, da sploh ta res nek, ker res dostikrat slišimo ali pa tudi rečemo kdaj, ti nogometaši, tako oni, ne vem, samo dobijo denar in to sploh ni res. Trenirajo dosti, tudi razmere, ki so trenutno sploh pri nas v Sloveniji, niso enostavne, konkurenca je ogromna, tega si pač recimo drugi športi ne morejo primerjati s tem. Tako da se tudi oni spopadajo kar z dosti izzivi, mogoče malce drugačnimi kot zdaj konkretno naš šport. Tako da jaz mislim, da je potrebno sploh športe, ki jih nedobro poznaš, ceniti, se o njih zanimati in skušati razumeti, zakaj so posebni, kaj je pri njih težko. In ja, tle meni bilo zelo zanimivo, ker smo dejansko v Slovenski vojski zaposleni različni športniki, vidimo se parkrat na leto in je vedno zelo zanimivo v bistvu zvedeti, kaj nekomu predstavlja izziv, kaj je tam pomembno, kaj je nam pomembno in potem vidiš, da v bistvu res ne smeš in tudi ni prav, da podcenjuješ bilo kateri šport. Ko pogledava zdaj za nazaj celotno kariero, deva nekaj učnih lekcij mogoče pobrati ven. Lahko zbereš najtežji trenutek kariere in kaj ti je ta trenutek naučil, kaj ti je dal? Ja, lahko zberem. To je bil v bistvu v lanski sezoni, je bil zame najtežji trenutek kariere. Ko sem pač v neki situaciji,
pustila, da me je, v bistvu, da sem se zelo slabo počutila v okolju, v katerem sem bila. In takrat nisem bila zadovoljna, niti sama s sabo, in to se je prenašalo tudi potem na druge situacije. In nekako sem se takrat odločila in si sama sebi zažugala, da ne bom več pustila, da neke situacije, na katere v bistvu imam vpliv, pustim, da me pripeljajo do točke, kjer se začnem v bistvu tako slabo počutiti. Da je treba pač prej zbrati nek pogum in pač tisto situacijo rešiti, ali pa iti ven iz nje, ali pa se distancirati, ker definitivno ni vredna nekega tvojega tako slabega počutja oziroma tega. Bravo. Če dava spet neko lekcijo iz tega preteklosti, ki si reka, ne dovoliti, da te neka situacija, na katero imate vpliv, ne? Ja, pripelje do neke točke, ki nekako pol... Se slabo počutiš. Ja. Tako. Bravo. Sami izbirate, ko se počutite, in zato se rajš počutite dobro. Tako. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Prijavite se na naše delavnice, spoznajte, kako lahko tudi vi moč uma uporabite v svojo korist. Kako je pomembna, recimo, psihološka priprava na samo tekmo ali pa tudi trening? Vem, da si poslušala tudi nekaj mojih hipnotičnih posnetkov. Kako ti to koristi? Jaz mislim, da je psihološka priprava zelo, zelo pomembna, da se da na tem področju še veliko narediti in pomagati športnikom. Predvsem na način, da je to še vedno neka tema, o kateri velikokrat rečemo, to je nek larifari, to ne rabiš. In ko si ti mlajši športnik in dejansko tega ne poznaš dobro, tu okolica zelo veliko nekako vpliva na te. Zdaj, odvisno, ali si pač v nekem okolju, ki pač to stvar podpira in ki ti zna svetovati v to smer, lahko pa si v enem, ki pač sklepa, da ti tega ne potrebuješ. Tako da jaz mislim, da tle bi bilo zelo pomembno neko, bom rekla, izobraževanje športnika, da se sploh spozna z temi psihološkimi vidiki, da lahko tudi sam preceni potem, kje se vidi, kaj bi mu lahko njemu pomagalo, in konec koncev tudi potem najde osebo, ki mu lahko to pomaga, ker tle je zelo pomembno, ni vsak psiholog, svetovalec, karkoli dober za vsakega, in to rabiš nekaj časa, da v bistvu ugotoviš, kaj ti iščeš in kdo je zate primeren. Sigurno pa moje nekako vodilo skozi to je bilo, jaz sem sicer s tem kar pozno začela in mislim, da bi mi pomagalo, če bi prej, ampak da je pomembno, da po teh, ko ne rečem temu, seansah ali pa poslušanih posnetkov ali karkoli, da se ti, ko to končaš, počutiš dobro oziroma boljše, kot si se pred začetkom. Kdaj seveda s psihologom tudi odpreš neke mogoče rane ali pa težave, ki te lahko malo bom rekla, težijo, ampak vsaj pri meni je bilo tako, da je bil namen vseh teh pogovorov, da iz njih odideš lažje, no, če tako rečem, ali pa z neko rešitvijo. Če ti ustvarijo nove probleme, meni to ni koristilo. Tako da jaz mislim, da karkoli spoznaš, da ti pomaga se boljše počutiti, je to zate sigurno pozitivno. Takrat vem, da sem ti pripravil en krajši, nek daljši posnetek. Tisti daljši posnetek si rekla, da ti je pomagal, da si na koncu se malo pomirila. Kako je to koristno za športnika? Ja, spet ni bil vsak dan zame primeren za ga poslušati. Jaz, če bi ga mogla poslušati na silo vsak dan ob 5 popoldan, verjamem, da lahko kdaj tudi ne bi dosegel pozitivnega učinka, ampak ko sem pa čutila, da je neka situacija, kjer je bilo mogoče vsega preveč, ali pa nisem znala reagirati, nisem se znala, postaviti zase. Mi da sva sploh lani in v tistem pogovoru tudi veliko govorila o tem, kako se postaviti zase, kako sprejemati neke odločitve sam. In takrat, ko sem pač tisti posnetek poslušala, sem bila na koncu bolj mirna in tako, bom rekla, nekatere stvari so mi bile bolj jasne. Ja, seveda, če pač jaz vem zase, kaj si želim, to moram narediti. Nekako meni je ta posnetek pomagal, da me na to opomnil in nekako dal tisti čas, da sem se umirila, razmislila, preden sem potem nekako reagirala naprej. Tako da zame je bil sigurno zelo pozitiven, kar verjetno pomeni, da je bil tudi dobro zame pripravljen. Zagotovo pač vsak od nas potrebuje nekaj drugačnega in tle
mislim, da pač, kar sem uspela spoznati, pač delate zelo pozitivno in dobro. No. Moče nek nasvet, ki lahko pobereva iz tukaj ven, se mi zdi koristen za vse, ne? Ko delate s komorkoli, ne? To je nek psiholog, ali nek hipnotizer, ali nek coach, je to vodilo, kar mi je všeč, kar si rekla, ne? Kako se na koncu počutite? Ko se na koncu počutite dobro, čutite, da imate več energije, čutite, da vam ta oseba energijsko ali pa tudi vsebinsko koristi, nadaljujte, ukolikor vam to ni všeč, vam jeme energijo, pa tega ne počnite več. Ja, to se mi zdi zelo pomembno. Pač to je ena od situacij, ampak praktično tudi vse drugo. Sej nekdo bo rekel, ne vem, po službi grem teč pol ure in sem drugi človek. Super, pejdi teč vsak dan. Ne? In drugi bo šel teč, ga bo pa ubilo, ne? Gre pa rajši, ne vem, plesati, pa tudi v redu. In enako je pri teh stvareh. Pač moraš ugotoviti, kaj je tisto, zaradi česar se ti dobro počutiš in kdo ti energijsko ustreza. Jaz sem imela tudi izkušnjo, ko sem z nekom sodelovala, pa oseba vrhunska in tudi vem, da je veliko športnikom zelo pomagala, ampak v mojem primeru me je dušilo tisti način komunikacije in ko sem pač istemu rekla ne in začela sodelovati z drugo osebo, sem videla, to je zame. Tako da tu je treba pač si vzeti nekaj časa in ugotoviti, kaj je tisto, ki je zate dobro in ja, po čemu se praktično dobro počutiš. To mislim, da je neka glavna nit, ki si jo želiš doseči. No. Omenila si ples, ne vem, če veš, tvoja mama, preden si se ti rodila, je bila moja učiteljica plesnih, torej že v osnovni šoli. In vem, da tvoja sestra je tudi šla na to pot. Tudi plesavka, ja. Ja, kako to, da tebe ples ni povlekel, ali se da tudi na smučišču kaj plesati, kako je s smučmi in plesom? Ja, ples me res... Pa sem bila v bistvu z njim ravno toliko v stiku kot moja sestra, ona tudi toliko smučanjem kot jaz in vsaka je šla svojo pot. Je precej drugačen od, bom rekla, jaz sem zelo taka analitična, rada imam rezultate, rada imam, da se da nekaj izmeriti in tle mi je ta merljiv šport dosti bolj ustrezal. Medtem ko je ples pač nek način umetnosti, kjer se jaz mogoče nisem toliko našla, ampak mi je zdaj skozi stvari, ki jih počne moja mama in tudi moja sestra, prirasel k srcu ali pa ga bolj razumem. Tudi se imam še veliko za naučiti na tem področju in ja, tako mi je lepo v bistvu, da imamo v družini taka dve različni zadevi, ki sta različni, po drugi strani pa zelo podobni na način, koliko nekega časa, truda, energije je potrebno za to vlagati in konec koncev tudi fizičnega treninga, ker je pač ples ekstremno naporen, kar sem zdaj uspela spoznati, tako da ja, zanimivo. Se sem rekla, zdaj smo se pogovarjali doma, sem rekla, zdaj smo bili na snegu in na predstavah, zdaj bomo pa več na predstavah. Bravo. Zdaj, kar poznam, ker moj sin tudi se ukvarja, pa se želi ukvarjati z nogometom, ne, tako kot tvoj partner. In nogometaši niso prav posebni plesalci, pa si ne želijo tega. Ja. Tako to drži? Tudi pri nas doma to drži. Ampak mislim pa, da je ples, kar ima res nekaj pozitivnega, mislim, da se zelo sprostiš lahko s plesom. In konec koncev za vsakega športnika predstavlja tudi neko obliko koordinacije in mehkobe, ki bi načeloma sigurno bila pozitivna za vsakega športnika. Ampak mislim, da še nismo tam, da bomo vključili plesne treninge v nogometne. Tako da, mogoče nekoč. Nismo še tam. Dava na svet vsem športnikom. Dava na svet, da grejo malo tudi zaplesati. Tako, boste bolj mehki v športu. Tako. Ja. Zdaj, reka si že, da ne čutiš, da ti nekaj manjka, neko praznino, ker doskrat športniki, ko končajo, si mislijo, kaj zdaj, ne? Torej, ti že imaš nekako zapolnjen urnik in neke ideje in tako. Me zanima predvsem ta trenažni del, ker tam je, zdaj približno časovno, tam je bilo koliko ur treninga na dan in koliko jih imaš zdaj, ko nimaš več, mislim, ne diš kaj za svoje telo, športaš še kaj? Ja, takrat je bil urnik res precej natančen s treningi in je to vzelo veliko časa. Dostikrat si bil pol po treningu tudi kar precej izčrpan, tako da pol tudi kasneje praktično nekaj veliko nisi imel od dneva. Zdaj sicer je še vse zelo sveže, sem si pustila, da nisem v bistvu se nekako omejila z nekim urnikom glede tega, kako si želim športati ali pa, da bi rekla, obvezno moraš 2-krat na teden iti teč, pa 3-krat to, pa tako. Tako da zdaj delam trenutno vse po občutku, grem,
sem še športno aktivna, ker mi je pač to všeč. Ampak če pač pridejo dnevi, ko imam druge obveznosti ali pa si želim s prijatelji nekam in tako, nimam neke slabe vesti zaenkrat, tudi če par dni tudi nič ne pomigam. Tako da mislim, da bom vsaj glede tega aspekta probala biti zelo neki nezahtevna do sebe, ampak si pustiti, da pač ta zdaj rekreativni šport vzljubim na nek svoj način. No. Nekaj časa se zgodi, da so nekateri športniki ekstremni v športni karieri in potem prav zamenjajo ploščo, ne? In jejo nezdravo, se nič ne gibajo, tudi se jim pozna po telesu. Ne? Torej, se tudi tebi zdaj pozna, da prehrani greš bolj na... Prehranjujem se zelo podobno, mogoče bom mogla malo zmanjšati količine, glede na to, koliko sem prej. Bom mogla malo v bistvu pogruntati, zdaj, kako moje telo sploh deluje zdaj izven športa. Tako da to me še vse čaka, ampak mislim, da nisem bila nikoli prav ekstremna v temu, ne v prehrani, ne v treningih tekom svoje kariere, tako da bi zdaj prav rekla, zasovražila to in ne mogla več zdravo jesti ali pa biti športno aktivna. Po drugi strani pa tudi zmorem brez slabe vesti pojesti pico ali pa burek in tudi se ne gibati par dni. Tako da zaenkrat bom rekla, se še spoznavam s tem rekreativnim življenjem. Nov način življenja. Novim načinom življenja. Ja. Deva pred koncem še en nasvet mogoče staršem, ki imajo otroka, kjer kaže nek potencial in morda bi rad postal vrhunski športnik, ni nujno smučanje, karkoli drugega. Kako si ti želiš, pa je dobro, da starš vzgaja otroka, ki bi bil vrhunski športnik? Ja, jaz predvsem mislim, da velikokrat slišim, da pride do staršev, da je vrhunski šport res naporen in da rajši ne grejo v šport, ne grejo študirati, da ni vredno. Jaz mislim, da je vredno. Mislim, meni definitivno je bilo, ja, je izjemno zahtevno, zahteva ogromno energije, prilagajanja od tebe, tudi od tvoje družine, konec koncev in prijateljev in partnerja, ampak definitivno je vredno. Tako da moj nasvet bi bil, da ne da ti siliš svojega otroka, da postane vrhunski športnik, ampak če je šport nekaj, kar rad počne, da ga pač pri tem spodbujaš in potem to, da to preraste v vrhunski šport, to pač pride zelo naravno in je takrat, ko postaneš nekako profesionalni športnik, tudi na nek način lažje za starše, po drugi strani seveda prinese to neke nove obveznosti, ampak lepe. Tako da jaz sigurno lahko rečem, da če bo pač moj otrok, ko bo imel te želje, ga bom pri temu sigurno podpirala, ne bom pa nekako tega forsirala. Tako. Razmišljaš, da boš ga ali pa jo dala, ko bo stara 2,5 na smučke? Sporodila poleti, pole 2,5, ja. Ne, sigurno bi rada, da se spozna s smučanjem in da pač v tem uživa vsaj na tak način, da bomo lahko kot družina pač uživali na snegu. Ne bom silila smučanje, nisem pa tudi kot nekateri, ki rečejo, smučala pa ne bo. Ne, če mu bo smučanje všeč, bom pač tudi s tem zadovoljna. Ampak mislim, da ne vem, tako vsaj zdaj gledam, da to, da pač vsak človek dobi neko strast skozi svoje življenje ali pa že otroštvo, pa ali je to šport, ali je glasba, ali je znanost, karkoli, da je to velik privilegij in karkoli to je treba pač to negovati in nekako temu slediti in ker to pol pač rad počneš. Tako da tega sem se držala zdaj, tega se bom zase držala tudi naprej in ko bom starš, bom tako to skušala nekako tudi prenesti na svoje otroke. Sej točno ne vem, kaj bi bila mešanica med smučanjem in nogometom. Tudi jaz. Karate? Ne vem, bomo videli. Je kakšno vprašanje, ki bi bilo dobro, da bi ti ga postavil, pa ti ga nisem? Pa ne vem, saj imam nek občutek, da bi lahko klepetala cel dan po eni strani, po drugi strani nekaj sva zajela, ta bistvena, tako da sem zadovoljna s tem, da smo res poudarili to, da karkoli počneš, da greš v to smer, da se dobro počutiš in
Ja, in da skrbiš v bistvu zase kot osebo, tudi poleg tega, kar je tvoja neka dejavnost, s katero se ukvarjaš. No. Bravo, mi všeč. Mislim, da si mi skoraj vzela zadnje vprašanje. Je bilo, a imaš še zaključno misel? Sem že naredila. Si naredila zaključno misel. Ja, a imava nekaj, s čimer zaključiva? Torej, eno misel, en stavek, tudi kakšno vprašanje moče za našo publiko, ali pa spodbudo. Ne? Ja. Ja, nič, da jaz sem sigurno zdaj pred nekako novim izzivom v svojem življenju in da si želim, no, da če se bova srečala čez 5-10 let, da bom enako zadovoljna v tistem, kar bom počela. In tako nekako misel vsem, da naj pač počnejo stvari, ki jih razveseljujejo in če ima kdo kakšno idejo zame, ki jo mogoče jaz zdaj ne vidim, pa lahko napiše kak komentar, evo, če bo pozitivna. Okay, torej zbiramo komentarje, ne? Zbiramo komentarje, Ana 2.0, kaj naj počne. Ja, torej Ana 2.0, ne? Tako da bomo veseli vsakega komentarja, ki je konstruktiven, ne? Torej kavč komentarje, ki niso konstruktivni, ki jih niso prespali neštetokrat, ne? Ja. Bomo zbrisali. Tako. In to je to. Ja, evo. Ana, hvala lepa, čast in veselje mi je bilo. Enako, hvala. V primeru, da vam je vsebina tega podcasta všeč, vas vabim, da se brezplačno naročite na naš YouTube kanal, komentirajte, všečkajte in tudi delite te vsebine z ljudmi, ki jim lahko te vsebine oziroma ta vsebina koristi.